Zapustiti dom in se odpraviti v tujino boljšim priložnostim naproti za številne še vedno pomeni prevelik korak, ki si ga ne upajo storiti. Naš naslednji gost pa je, kar se mu je bogato obrastovalo. O uspehu bomo govorili, zato v studiu zdaj pozdravljam Marcosa Tavaresa, brazilskega Slovenca, ki ga verjetno seveda ni treba posebej predstavljati. Dobro jutro. Dobro jutro. Tako bova si dala eno roko, čeprav zdaj v teh časih, a ne, to ni preveč dobrodošlo. Prosti. No, nekaj je padlo, pa še takole v naši dnevni sobi, takole, ko vam bomo popravili poštrček, tako da boste udobno sedeli, boste tudi malo vode popili. Tako da, povejte mi, pred 13 leti ste prišli v Slovenijo. Ja. Ste takrat razmišljali, ne, da boste tukaj tudi ostali? Ne, nikoli. Ko sem prišel v Slovenijo, takrat sem bil v Cipr in sem mislil, jaz bom tam igral mogoče 6 mesec, 1 leto, morda 2 leti, 2 sezona. In pa sem tu že 13 let, januar bo 14 let. In Slovenci so vas vzeli praktično za svojega, ne? Predvsem nogometaši, predvsem navijači, Štajerci. Kaj mislite, a ne? S čim ste jih osvojili? To je res. Ko sem prišel v Slovenijo, sem pogledal ta lepi hrib, zeleni, v Maribor, reka Drava, Pohore. Sem mislil, to je wow, ampak ljudje so mi sprejeli tako toplo in zato jaz pa družina smo hoteli ali hočemo živeti tu v Sloveniji. No, to je zelo lepo slišati, verjetno so začutili to vašo toplino. Sicer pa moramo povedati našim gledalcem, da morajo zelo pozorno poslušati najin pogovor, zato ker bomo zastavili eno nagradno vprašanje, ki se tiče seveda vaše knjige. Mogoče za začetek ne povemo, da boste izdali knjigo Legenda, to je vaša biografija. Zakaj ste se odločili, ne, po vseh teh uspehih, da boste to zlili še na papir, pa če jo lahko jeste tole ta prvo primem celo v roke? Ja, jaz sem se odločil, ker jaz sem prišel z Brazilije, ko mi vemo, da v Braziliji obstaja dosti revne družine. Iz favela sem prišel in mislim, da je zelo pomembno, da pokažem, da ne glede odkot si prišel, lahko imeti dobro življenje, lahko imeti uspeh v življenju. Torej, če bova zastavila eno vprašanje, nagradno vprašanje za naše gledalce, torej pozorno poslušajte ta pogovor, ker se v njem skriva odgovor na nagradno vprašanje. Odgovor nam boste poslali na elektronski naslov, ki bo izpisan, nagrajenca, ki bo poslal pravilni odgovor in prejel knjigo Legenda, pa bomo izžrebali v naši četrtkovi oddaji 11. novembra. Nagradno vprašanje pa se glasi, kdaj izide knjiga Marcosa Tavaresa Legenda. Pa bomo v bistvu tukaj v tej knjigi ste zapisali tudi, kako ste se prvič srečali z Zlatkom Zahovićem. In kako ste potem sedli v njegov črni avtomobil in drveli 200 km/h na prvi trening, ki je bil sicer na Hrvaškem. To je to. Ko sem prišel v Gracu, jaz seveda sem poznal direktor Zlatko Zahović z dolge lasmi, pa njegovi stil. Pa ko sem prišel noter v avto, pa jaz nisem vedel, kam mi smo šli. In potem sem držal zadaj in 200 na uro, jaz samo sem molil Bogu, prosim, pomagaj, mi varuje. Ampak je bilo vse ok na koncu. Ampak tista prva tekma ni bila najbolj uspešna. Takrat ste rekli, joj, ne vem, kaj bo moja žena doma rekla, nisem se najbolje odrezal in potem sta sedla z Zlatkom Zahovićem v lokal in kaj ste se takrat dogovorila? Potem je rekel, fant moj, ti imaš kvaliteta, si dobri igralec, ampak moraš zhujšati. To je bila prva beseda, kaj je rekel. Koliko kilogram pa ste imeli takrat? Jaz sem imel takrat 87 kilogram, pa potem sem mogel zhujšati do 80 tu nekaj. In vse to je zapisano tudi v knjigi. A vi prihajate, tako kot ste rekli, živeli ste z mamo v faveli. Takrat je v bistvu bila žoga, tista edina igrača, ki ste jo posvojili, z njo ste tudi spali. Kako se spominjate tega obdobja? V Braziliji prvo darilo, ki mi dobimo, mi moški, je žoga. In že takrat sem dobil žogo, pa moj oče je igral v Braziliji, ampak ni igral v veliki klubu. In potem sem začel počasi igrati nogomet. Na začetku je bilo zelo težko,
ampak ko sem bil 9 let star, moj oče me je dal na nogometna šola, pa takrat je začel moj pot za nogomet. V knjigi tudi pravite, ne, poznamo dve osebi, ne, tista v bistvu, ki je pred kariero, tako pred Slovenijo in osebo, ki jo zdaj tukaj tudi gostimo v studiu. Kako se tista prva oseba razlikuje? Ne? Kakšen nasvet bi se zdaj dali za nazaj? Če imaš ti sanje, če hočeš biti dobri človek, če hoče biti uspešen v življenju, ni problema. Samo če trdo delaš, če imaš disciplina, če imaš fokus, cilj življenja, potem takrat lahko doseže, kaj hoče. To je moj nasvet. Ko sem bil tak mali, sem spal na tle, nisem imel postelje, nisem imel za jest. Meso in Coca-Cola je bilo samo v nedeljo. To za mene nedelja je bilo najboljši dan za mene. In potem danes, kaj jaz živim tu v Sloveniji, zaradi tega sem imel sanjo, cilj in vero, zato sem tu danes. Verjetno ste hvaležni za vse to, kar imate danes. Ja. In vse to bodo seveda bralci lahko prebrali v vaši knjigi, kdaj izide, kdaj jo bodo lahko prijeli v roke? Konec mesec, ravno se tiska in konec meseca bo že fizično, ampak lahko naročijo predprodajo, ne? Lahko kupijo knjigo. Sicer pa leta 2013, če se ne motim, ste dobili tudi slovensko državljanstvo. Kateri so vaši najljubši kotički v naši državi? Kje se najraje potepate? Jaz v Maribor, v Pohorje. Večkrat hodim tam gor, z gondolo grem v Pohorje, tam gledam, kak je Slovenija lepa, kak je Maribor lepo. In seveda včasih pridem v Ljubljano z veseljem. Moja žena ima ful rad Ljubljano, ko imam nekaj čas, pridem malo za shopping, žena ima rad. A ste danes vzeli zraven, ko ste prišli v Ljubljano? Včeraj smo že prišli, smo spali tu, pa danes sem tu in potem gremo malo shopping z ženo. No, super ste izkoristili, ne, tudi ta obisk v našem studiu. Sicer pa, kdaj ste bili pa nazadnje doma v Braziliji? Jaz sem bil poleti, juni smo imeli 14 dni fraj, pa potem smo šli v Braziliji in decembra ne bomo šli v Braziliji, ampak se pogovarjali z staršem vsak teden. Imamo odnos, hvala Bogu za te internet, pa ker zaradi tega se pogovarjamo. Kaj pa recimo pogrešate, ne? Hrano, recimo brazilsko hrano, ne? Kaj kuhate doma? Ja, brazilsko hrano pogrešam, barbecue, žar, varianta, kaj rečemo mi domače tam, pa ja, ampak tu v Sloveniji za mene je zelo lepo, za mene, ko sem prišel z Brazilije, Slovenija je raj, je paradajz, kaj rečemo, za nas. Imate namen, da ostanete tudi v Sloveniji? Ja, po karieri bom skupaj z ženo smo se odločili, da bomo ostali tu v Sloveniji, ker jaz, takrat, ko sem dobil državljanstvo, to je bilo znak za mene, da jaz moram tu živeti in družina je vesela in ljudje so toplo me sprejeli, za mene to je pomembno. Glede na to, ne, da imate slovensko državljanstvo in tako pravi legenda, ne, je treba iti na Triglav, se povzpeti na vrh, ne, da ste pravi Slovenci, ste bili že tam? Ni še, zaradi obveznosti, trening, priprave, karantena, ampak zdaj, po zadnja sezona, moj cilj, da jaz pa skupaj z družino gremo tja na Triglav, potem takrat bom res Slovenec. Sicer pa recimo, kaj slovenskega pa ste posvojili, pa lahko zdaj rečete, da ste pa res pravi Slovenec zaradi tega? Ja, to je cilj. Ja, kaj je tisto recimo, ne, kaj vas pa je prepričalo pri Slovencih, ne, neka dobra lastnost, ki jo cenite pri Slovencih? Je kaj takega? Smo pošteni, delavni, recimo, kaj še? Pošteni, zato sem rekel, jaz hočem tu živeti zaradi ljudi. Ljudje so tako toplo me sprejeli in zato sem tudi dobro igral z veseljem. Za mene čast,
da država kot je Slovenija me sprejeli na tak način. Vi ste, za mene so me sprejeli kot mama in očeta, ne? Ker jaz sem tu na nek način tujec, ampak vse moja potrebnost, vi ste me pomagali. No, kako je to lepo slišati. Sicer vmes so gledalci videli tudi vprašanje, torej kdaj izide vaša knjiga. Povejte mi, kar dva pisatelja sta vam pomagala napisati tole kar precej debelo biografijo. Zakaj ste se v bistvu odločili, sva že povedala, ampak kdaj ste pa pisali, kdaj ste v bistvu dobivali te ideje, da ste vedeli, a je to bilo po noči, čez dan, po treningih? Že 5 let nazaj sem hotel pokazati za Slovenijo, za mladi, za vsi Slovenci, da ne glede odkot prihajaš, lahko imeti uspeh v življenju. 5 let nazaj sem to imel idejo, ampak resno, takrat, ko smo se odločili za napisati, je bilo 2 leti nazaj smo začeli. Ko sem bil v Braziliji, sem imel intervju za svoje prve učiteljice, pa starši, pa prijatelji, menedžeri, in takrat smo izbirali vse te materiale in imamo danes knjigo. Torej, še enkrat, kdaj izide ta knjiga? Konec meseca. Torej, konec novembra. Konec novembra. Tako da zdaj vsi gledalci, mislim, da so skozi najin pogovor razbrali pravilni odgovor in še enkrat jih prosimo, da pravilni odgovor napišete na naš spletni naslov, ki je napisan tudi na vašem ekranu. Tako da mogoče samo še za zaključek, od dečka, ki spi z žogo, do strelskega rekorderja Slovenske lige. Kako ponosni ste na to lepotico, knjižno lepotico? Ful ponosen sem. Jaz nikoli sem mislil, da bom imel tak življenje, ko imam, da bom legenda tu v Sloveniji, da sem najboljši strelec zgodovine, prvo ligo. Nikoli sem to razmišljal in jaz sem ponos, vesel in upam, da moja družina tudi, da bojo veseli, ponosen. Torej vas nič ne moti, ko vas pocukajo za rokav za kakšen avtogram? Ne, iz veselja. Hvala Bogu, da je tak, da hočejo se slikati z mano, da hočejo podpis. Če ne, ni v redu. Torej, danes vas bomo videli tudi po Ljubljani, vas Ljubljančani tudi tako radi pocukajo za rokav kot Štajerci? Ja, ko sem prišel včeraj v centru, par ljudi so že, tavares, lahko si malo tak, na tiho, ampak to je super. Ne glede odkot sem, ampak jaz sem Slovenec. Hvala lepa za vaš obisk v studiu in uspešno še naprej. Hvala lepa.